V Mladinskem centru Prlekije na Spodnjem Kameščaku je potekalo regijsko posvetovanje za pripravo resolucije o nacionalnem programu za mladino. Temeljni cilj tega srečanja je bil zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Mladinski center Prlekije ter dogodek je predstavila prostovoljka Nina Štekmüller. Naš Mladinski center Prlekije je lociran na podeželju, kar prinaša mnoge ugodne pogoje za ustvarjanje mladih. Torej, tukaj se zvrstijo najrazličnejši dogodki, ki potekajo na dnevni in tedenski ravni. Poleg tega zaposlujemo mlade in pa socialno ranljive družbene skupine, kar je izrednega pomena, saj namreč mladi, da bodo ostali v regiji, potrebujejo predvsem zaposlitve, to je prvo in najbolj pomembno. Mi tudi mladim omogočajo, da se dejansko socialno vključijo, da pridobijo izkušnje in pa znanja, ki jih potem lahko v življenju dobro izkoristijo. Poleg vsega tega torej Mladinski center Prlekije deluje tudi na področju socialne varnosti, potem tudi v bistvu na področjih trajnega načina življenja in pa na številnih drugih področjih. Prav tako bi se v tej priložnosti zahvalila tudi Uradu Republike Slovenije za mladino, ki je prepoznal naš trud, in pa v bistvu vsem odločevalcem, ki v bistvu podpirajo Mladinski center Prlekije in s tem tudi mlade in pa mladinske delavce. Danes smo v velikem našem kompleksu Mladinskega centra Prlekije organizirali skupaj z mrežo Mama osrednji regijski pomurski mladinski dogodek, ki bo temelj za pripravo strategije o nacionalnem programu za mladino. Gre torej za strateški dokument, za resolucijo, ki bo reševala problematiko mladih, v bistvu naslavljala bo rešitve njihovih izzivov in pač ovir v družbi. Tekom današnjega dogodka so se torej zvrstile različne vsebine in delavnice. Z metodo kavarne so mladi izrazili svoje težave, ovire, s katerimi se soočajo, in pa tudi naslovili morebitne rešitve. Odločevalcem so predstavili rešitve in tudi dejansko potekal je posvet z samimi odločevalci, kateri so povedali, kaj je možno izvesti in kaj bo se v prihodnje dogajalo. Dogodka se je udeležila Nataša Lombergar iz Urada za mladino, kjer v njihovem poslanstvu v prvi vrsti želijo prisluhniti mladim, s kakšnimi težavami se soočajo in kakšni so njihovi predlogi za reševanje le-teh. Naši dogodki so zasnovani regijsko. Jaz sem sicer prvič na tem dogodku, ker sem imela druge zadolžitve, ampak moram reči, da sem zelo navdušena. Poteka v zelo prijetnem vzdušju. Najbolj pomembno pa je, da je prišlo tako veliko število mladih, zaradi katerih smo danes tudi tukaj. Ker namen današnjega dogodka je, da slišimo od mladih, kakšne so njihove težave in kakšne so njihove želje in predlogi, ki jih bomo potem proučili in morda tudi uvrstili v nacionalni program za mladino. Zagotovo se mladi spreminjajo. Na srečo smo v letošnjem letu izdali tudi raziskavo, poglobljeno raziskavo mladih mladino 2020 in tudi sami smo bili kot izdajatelj presenečeni nad raziskavami mladine, ampak po drugi strani smo pač ugotovili, da je se celotna družba izjemno hitro spreminja. Verjetno je to razlog za to tudi razvoj digitalizacije v veliki meri, tako da se pač mladi prilagajajo družbi. Naša naloga pa je, da jim prisluhnemo, da poglobljeno obravnavamo njihove težave in da jih skušamo seveda preko nacionalnega programa za mladino tudi te ukrepe implementirati. Zdaj, mogoče ob tej priložnosti bi povedala samo to, da Urad za mladino, ki ga tukaj predstavljam, je koordinator mladinskih politik, nismo pa mi pristojni za reševanje politik na celotni vladni ravni. Oceno dogodka je podala tudi Maja Hosnik, direktorica mreže Mama. Ja, jaz sem zelo pozitivno presenečena in zelo vesela, da smo lahko prišli v Ljutomer, ki je eden izmed zelo dobrih mladinskih centrov, ki vključuje mlade, in sem zelo vesela, da se je zbralo toliko mladih in da, kar pomeni, da mladi si želijo oblikovati svojo prihodnost in me to navdušuje. Tudi kulturni, glasbeni program imamo in zdaj bojo tudi mladi pač predstavili svoje predloge odločevalcem. Največ grejo predlogi v smeri v podpori osebnem in duševnem zdravju, spravi to, da mladi
želijo biti vključeni, da želijo imeti celoten pogled in pa obravnavo, bolj sploh v obdobju post-covid ukrepih in post-covid obdobju, in pa seveda zelo veliko tudi na razvoj podeželja, se pravi, da več sredstev se nameni za razvoj podeželja, cestne infrastrukture, ki so zelo pomembne za mobilnost mladih, kar precej pa tudi v smeri preoblikovanja izobraževalnega sistema, se pravi več izobraževalnih vsebin za pridobivanje kompetenc in pa veščin za znanje. Mladi kažejo vse več zanimanja in iniciative v aktivno vključevanje v družbo. To je samo dober in pozitiven signal, da mladi so aktivni in da želijo soustvarjati svojo prihodnost. In jaz bi rekla, da res zelo pozitivno, ker na mladih svet stoji, in če mladi ne bojo aktivni, ne vemo, kaj bo v prihodnosti. Zato je tudi to Evropsko leto namenjeno mladim, da se nekako zavedo, da je pomembno, da participirajo in da sploh v obdobju post-covida postanejo še bolj aktivni in pa proaktivni. In sem zelo vesela, da so se v vseh nekih demokratičnih dogodkih toliko angažirali in pokazali, da jim ni mar za njihovo prihodnost. Na posvetovanju je bila prisotna magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer, ki je ob robu dogodka povedala. Najprej mi dovolite, da pohvalim Mladinski center Prlekije zaradi tega, ker res uspešno delujejo. Mi smo zelo veseli, da delujejo v naši skupnosti. Predstavnica Urada za mladino iz Ljubljane mi je dejala, da so celo najbolj uspešni pri črpanju sredstev na podlagi razpisov. To pomeni, da lepo skrbijo tudi za finančno konstrukcijo teh projektov, ki jih izvajajo. Kar se pa tiče mladih, moram priznati, da sem zelo navdušena, kako so konstruktivni, koliko predlogov je bilo navrženih. Potem pa se mi zdi zelo dobra ideja, da so predlagali, da bi imeli neke mesečne sestanke, mesečne koordinacije z predstavniki lokalne oblasti, kjer bi oni izpostavili določene pomanjkljivosti, predloge, pobude. Jaz sem jih tudi povabila, da bi seveda dali svoje predloge k viziji občine Ljutomer. Včeraj smo to tudi potrdili v prvi obravnavi na občinski seji. Tudi predsedujoči Sveta Pomurske razvojne regije Stanko Ivanušič, župan občine Razkrižje, se je aktivno vključil v dogajanje na Spodnjem Kamenščaku. Tisto, kar sem danes v vlogi predsedujočega Svetu Pomurske razvojne regije izpostavil, ker je bilo veliko govora o prehrani, o zdravem načinu prehranjevanja in kmetijstvo nasploh, sem poudaril, da sem na mojo pobudo na osrednjo točko dnevnega reda prihajajoče 24. seje Sveta regije uvrstil točko izzivi in pogledi na razvoj kmetijstva v Pomurski regiji, in to sejo sklical na najbolj znani ekološki kmetiji v Pomurju, ali pa vsaj v Prlekiji, pri kmetiji Igorja Paldaufa, in se bomo seznanili s tem na licu mesta, kako lahko ena mlada družina prosperira tudi z ekološkim kmetovanjem. Bodoča poslanka Državnega zbora Republike Slovenije iz vrst Gibanja Svoboda, Sara Žibrat, je tako komentirala dogodek. Taki dogodki so prepotrebni in že malo pozni, ampak me veseli, da je tudi Evropska unija dojela, da je treba dati mladim glas in dejansko upoštevati to načelo Na mladih svet stoji. In veseli me tudi, da smo v celotnem parlamentu dobili veliko zastopnikov mladih, tako da je tudi Slovenija povedala, da ne želi samo neke nove Slovenije v smislu nove stranke, ampak tudi dati možnost mladim. Bila sem presenečena, da niti niso bile neke ideološke, da so bile precej navezane na trenutno dogajanje v politiki, in če bi lahko povzela njihove točke, so bile v bistvu povzetek moje kampanje, in mislim, da imam tu eno prednost, da bom zdaj še bolj močno lahko zagovarjala ta svoja stališča in stališča mladih v parlamentu. Pogled in videnje regijskega posvetovanja Katje Marinič, zunanje sodelavke Mladinskega centra Prlekije. Žal aktivno nisem mogla sodelovati, sem se pa priključila pri zadnjem najpomembnejšem delu, ko smo razpravljali o vsem tem, kar se je danes dogajalo, in smo videli, kaj vse so mladi dejansko v teh 2 urah dela naredili, pokazali, kaj si želijo, kakšna je njihova moč dejansko, da vse to uresničimo.
Dejansko je to en super dogodek bil, da smo lahko povabili vse mlade, da nam povejo iz svojih ust, kaj je njim pomembno za naslednja leta za mladinsko resolucijo, ki se piše. Tako da ja, kaj smo slišali? Najpomembnejše, kar smo slišali, da jim je pomembno za stanovanjska problematika. Že sedaj, že v srednji šoli jih zanima, kje bodo kasneje živeli, kako se bodo preživljali. Zanimiva jim je tudi bila kultura, zanimajo se predvsem za svet, medijski svet. Pomembno jim je, če bodo plače v medijskem svetu, če so, kakšne so, da bi se zvišale in pa da se daje večji poudarek kulturi nasploh. In pa seveda na področju zdravja, da se skrajšajo čakalne vrste in pa da je vsem omogočen dostop do zdravnika. Posvetovanje in delavnice so potekale sproščeno po metodologiji svetovne kavarne, kjer so na posameznih točkah obravnavali tematike izmed vsebin za mlade. Izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in dobro počutje, okolje in trajnost, kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.